Pozdravljeni! Danes bomo spregovorili o dveh zanimivih podrobnostih, ki sta bili razvidni na predsezonskih testiranjih pri tovarniški ekipi Mercedes. Danes se bomo ustavili pri dveh podrobnostih, ki mogoče v prihodnosti bosta celo postali trend pri mnogih ekipah Formule 1. Vse odvisno od tega, ali bo prišlo do določenih sprememb v samem tehničnem pravilniku. In pravzaprav mi navdušenci se moramo zavedati, da vsaka ekipa Formule 1 se po svojih najboljših močeh trudi biti boljša, zanesljivejša, hitrejša, seveda znotraj pravil, ki jih določa tehnični pravilnik. Ampak, če se želi doseči to, je treba iti do meje. Pri tovarniški ekipi Mercedes so verjetno izjemno blizu meje šli. In najprej si bomo pogledali tisto, kar so pokazali na predsezonskih testiranjih na samem prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Verjetno ste o tem že brali in videli marsikatero fotografijo. Opazili ste, da v tistem srednjem delu v bistvu zadnji pomožni profil je skorajda neobstoječ. Namreč izjemno nizek je ta pomožni profil, ki v bistvu samo opravičuje svoj obstoj. Da bi generiral kakšen aerodinamični oprijem, si lahko samo zamislimo, ampak vrednost je verjetno komajda zaznavna. In zakaj so se pri Mercedesu odločili za tako radikalno spremembo v primerjavi z vsemi ostalimi drugimi? Verjetno se še kdo spomni predstavitve, ki sem jo napravil okrog Mercedesa W15. Tam sem govoril, da po mojem občutku je prednji del nek skok v preteklost. Da se bomo bolje razumeli. Govoril sem o tem, da me konfiguracija aerodinamike prednjega dela spominja na tisto generacijo, ki jo je začel W10, nato W11 in W12. S onim glavnim profilom prednjega aerodinamičnega stabilizatorja in značilno koniconosnega konusa. Seveda od takrat do danes se je spremenilo marsikaj. A ne smemo pozabiti, da v tisti eri so bili aerodinamični stabilizatorji drugače definirani. Pomožni profili se niso zaključevali tik ob nosnem konusu in seveda tam na konceh je bil tako imenovani generator Y250. Y po koordinatni premici je seveda 250 razdalja v milimetrih od samega središča. In mi navdušenci smo to videli kot neke vrste glavnik, ampak na konceh je nastal vrtinec, ki je v bistvu pomagal usmerjati zračni tok na samem dnu bolida in seveda zatesnil tisto razdaljo med asfaltno površino ter samim bolidom Formule 1. Nekaj, kar so hoteli z poenostavitvami pri FIA izničiti, ampak izgleda, da pri tovarniški ekipi Mercedes so dobili način, kako to prednost ponovno vrniti v svet Formule 1. Seveda na prvi pogled zgleda zadeva izjemno zanimiva in verjetno tudi učinkovita. Čeprav nimamo 4 generatorjev Y250 na stran, imamo le enega, ampak zgleda, da zadeva bi tudi lahko delovala. A verjetno marsikdo se sprašuje, je to sploh legalno? Je to v skladu s tistim, kar piše tehnični pravilnik? No, sam sem pogledal. 3. poglavje, 9. točka. In tu že vidite, zakaj sam te elemente imenujem enostavno profili, ker so tako definirani tudi v samem tehničnem pravilniku. Ampak tu
nimamo nobene omejitve, kar se tiče same višine določenega profila. Imamo seveda širino, ki je definirana seveda od končne plošče do nosnega konusa. Tako so hoteli pri FI nekako izničiti tiste vrtince, tisti zvrtinčen zračni tok, ki ga je ta element ustvarjal, ker pravzaprav je motil tistega konkurenta, ki je skušal prehiteti. Ampak izgleda, da pri Mercedesu so dobili pravo interpretacijo, da so tudi te prepovedi nekako zaobšli. Pri Mercedesu pravijo, da so skladni s tistim, kar piše tehnični pravilnik. Po prebranem se sam strinjam z njimi, ampak mi navdušenci bomo morali biti izjemno pozorni na to, kar se bo zgodilo pri tehničnem pregledu pred začetkom prve letošnje velike nagrade. Ukolikor taka oblika prednjega aerodinamičnega stabilizatorja gre čez tehnični pregled, bo v bistvu legalna do konca sezone. A videli bomo, kaj se bo zgodilo in ali jih bodo posnemali tudi pri drugih ekipah. Namreč prav postavitev same konice nosnega konusa je bila tudi pri vsem tem ključnega pomena. A druga točka, ki se meni osebno zdi izjemno zanimiva pri tovarniški ekipi Mercedes, je seveda tista sprejemljiva površina, ki so jo nekako ustvarili pri sidrišču zgornjega trikotnega prednjega vpetja. O čem govorim? Seveda, da ustvarijo tako imenovani anti-dive, je potrebno pri bolidu Formule 1 spremeniti to točko zadnjega vpetja zgornjega trikotnika samih obes. Seveda, če pride do takšnih sprememb, običajno je treba napraviti novo šasijo, kar pomeni nov crash test, kar je prepovedano. Ampak pri tovarniški ekipi Mercedes so enostavno privijačili ploščico, ki ima na svoji površini sidrišče oziroma zadnje sidrišče zgornjega trikotnika. In seveda z različnimi zgornjimi trikotniki in z različnimi ploščicami lahko dobijo različne konfiguracije, kar je izjemna prednost, omogoča ekipi, da pravzaprav skozi sezono tudi menja praktično geometrijo samih obes. Seveda ima lahko tudi kakšno negativno posledico, naprimer malce zvišano maso, kar je danes že velika težava. Ampak po drugi strani pri resnih nesrečah lahko tisti sidrni vijaki, s katerimi je ploščica pritrjena na šasijo, napravijo izjemno veliko škodo, kar pomeni menjavo same šasije. A seveda prednosti v tem primeru so po mojem osebnem mnenju bistveno večje kot tiste slabosti, ki so se pokazale. A tu je treba poudariti nekaj, če tisto prvo zadevo, o kateri smo govorili, torej obliko samega prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ostale ekipe lahko kar dokaj hitro nekako posnemajo, zato drugo bo treba počakati najmanj 1 leto. Letošnje šasije imajo že homologacijo in takšna sprememba, kot sem omenil, bi terjala ponoven poizkus, kar pa je prepovedano. Ampak po mojem mnenju 2 podrobnosti, ki lahko v bližnji prihodnosti tudi postaneta trend. A o skrivnostih Mercedesa 2.15 zaenkrat toliko. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.